Vas bom prosila še za komentarje, ne špekulacije v zvezi s tem. Slišati je ocene, da je v bistvu to predstava za javnost, da ste se v Gibanju Svoboda z Levico dogovorili, da se bo na ta način malo krepila v javnomnenjskih anketah. To pa sprašujem tudi zaradi tega, vi ste menda prišli na ponedeljkovo mini koalicijo bolj na koncu, ne vem, ali ste bili zraven pri tej razpravi, ki se je odvijala. Povedali so mi, da je gospod Robert Golob, ko je izvedel, da bo poslanska skupina SD-ja glasovala za referendum, bil slabe volje in da se je slaba volja usmerila na SD, čeprav je izvorni greh pravzaprav na Levici, ki je ta predlog dala. Glejte, tako bom rekla. Levica je dala ta predlog. Mi spoštujemo oba naša koalicijska partnerja, poznamo njihove vrednote, poznali smo njihov volilni program, ko smo štartali v skupno koalicijo. Mi smo demokratična koalicija, se kdaj tudi ne strinjamo s stališči drug drugega, a se spoštujemo in upoštevamo. Tako da, ko so oni prišli z idejo oziroma z aktom o vložitvi referendumske pobude, smo pač to sprejeli. Zdaj, da se je SD odločil glasovati za ta referendum, pa bi v bistvu raje rekla, da je to del njihovega PR-a v tej zgodbi, ker računajo, da bodo s tem lahko kakšno točko pa dobili pri svojih volivcih. Jaz iskreno upam, glede na to, da je vlada pripravljala resolucijo, da resolucija, preden je prišla v državni zbor, je bila potrjena na vladi tudi z glasovi SD-ja, da bodo svojo odločitev še dodobra razmislili pred jutrišnjim glasovanjem. Tudi o resoluciji so glasovali dva, njihova poslanca sta bila za, 3 so bili vzdržani, 2 pa ni bilo. Kaj to pomeni, da boste še z SD-jem mogoče kaj na to temo rekli v okviru usklajevanj koalicijskih pred... Ves čas se o tem pogovarjamo, da. Kako pa vidite vi osebno, vas bom vprašala, ne kot vodjo poslanske skupine Gibanja Svoboda, to burlesko pravzaprav z glasovanjem na vladi, najprej famozna točka 6Č, ki je ni opazil nihče na dnevnem redu, kaj šele, da bi prebral gradivo, potem pa tudi glasovanje glede samega stališča na vladi, o samem stališču vlade do te točke, ki je pred vami v petek. Iskreno povedano, danes sem se preko enega izmed medijev seznanila, kako je to potekalo, kako so se zgovarjali o prestavljanju točk na začetek, pa konec, pa kdo je kdaj šel iz seje. Ja, burleska je to, tako kot ste razložila. Naša vlada dela odgovorno in potem verjetno pride do neke... Vaša vlada, vaš del vlade, mislite? Tako, naš del vlade dela odgovorno, ja. Gradiva v končni fazi spremljamo tudi poslanci, ker smo odgovorni za te stvari. Mi spremljamo tudi gradiva na odborih vlade, ker moramo biti pozorni na stvari, ko prihajajo potem v državni zbor v odločanje, da ne prihaja do takšnih čudnih situacij, ne? Ker jasno je, da se itak najprej potrjujejo stališča o nekih zakonskih okvirih, ki potem pridejo naprej. Tako da meni je zadeva čudna, pa rekla bi tudi na nek način neodgovorna. Tako glede samega sprejemanja na vladi prejšnji četrtek, kot tudi potem, kaj se je dogajalo z mnenjem vlade, vezanem na sam referendum. Kdo je glasoval za, kdo ni glasoval za, kdo je glasoval proti, se ne veš več. Mi smo konsistentni glede